Pozdravljeni v nogometni oddaji Druga liga. Danes vam v uvodnem delu predstavljamo nogometni klub Krško. Sledi reportaža iz derbija druge lige med domačini iz Krškega in gosti iz Šmartnega 1928, ki jo zaključujemo s pregledom rezultatov kroga, ligaške lestvice in najboljšimi strelci. V rubriki Turbo nogomet se bomo podrobneje pogovorili o preizkušnjah sodobnega nogometa s priznanim nogometnim sodnikom Dragom Kosom, v zadnjem času kontrolorjem sodnikov. Kot mladega talenta bomo danes poznali Mitjo Klopčiča, 20-letnega vezista nogometnega kluba Dob. V nadaljevanju vam bomo podrobneje predstavili slovenskega vratarja Luko Grešaka, ki je svoje prve nogometne korake naredil pri nogometnem klubu Radomlje. Oddajo kot ponavadi zaključujemo s povabilom na tekme 4. kroga druge slovenske nogometne lige in z novim nagradnim vprašanjem, preko katerega se boste lahko potegovali za lepe nagrade. Začetki krškega nogometa segajo v leto 1922, ko je v Krško prvo pravo nogometno žogo prinesel baron Franc Lazarini. Vse do leta 1931 je bila klubska dejavnost izrazito ljubiteljska. Pravih treningov še niso poznali in tudi tekem ni bilo na pretek. V letu 1951 so Krčani pod imenom Športno društvo Krško osvojili prvo mesto v ligi ter se podali v kvalifikacije za drugo republiško ligo. Kasneje se je klub imenoval tudi NK Celuloza, dokler se ni leta 1994 dokončno poimenoval nogometni klub Krško. Največji uspeh kluba do danes ostaja uvrstitev v drugo slovensko nogometno ligo v sezoni 2001-2002 in v kateri ostaja vse do danes. Velja omeniti še, da je klub v tem obdobju postal mestna postaja za igralce, ki so se uveljavili pretežno v prvi ligi in pa tudi v tujini. Nogometni klub Krško sodi med starejše klube v naši deželi in je bil ustanovljen leta 1922, tako da bomo v naslednjem letu obeležili 90-letnico obstoja. Klub je imel v preteklosti različna obdobja uspešnosti delovanja, ki so bila predvsem odvisna tako od volonterjev in tistih, ki so jih vodili, kako tudi od podpore okolice, ki je bila v različnih obdobjih različno podprta. V 90-ih letih pa smo v klubu naredili en korak naprej, predvsem na poudarku boljšega treniranja in kvalitete dela. V klub smo pripeljali priznanega strokovnjaka, trenerja Matiča in ta vložek se je obrestoval s tem, da smo v tekmovalni sezoni 1998-99 za člani napredovali v tretjo slovensko nogometno ligo. Po 3 letih igranja v tretji ligi smo v sezoni 2001-2002 napredovali v drugo slovensko ligo. V občini Krško imamo zelo razvejan šport in nogomet je eden tistih, na katerega smo prav ponosni. Ponosni smo tako na malčke, ki delujejo v svojih šolah nogometnih, kakor tudi na člansko ekipo, ki se čvrsto drži v drugi ligi. V preteklosti smo uspeli zagotoviti materialne pogoje, se pravi dobro igrišče na štadionu Matija Gubca, kjer igra prva ekipa. Ponosni smo pa predvsem na zadnjo pridobitev, to je na umetno travo, kajti sedaj imajo fantje pogoje za trening preko celega leta dobro zagotovljene. Prepričan sem, da je takšna pot, kot jo ima naš nogometni klub, da temelji na domačih igralcih, prava pot in zaradi tega tudi v občini Krško nogomet podpiramo. Nogometna šola NK Krško se razvija zadnjih 10 let z malo večjim vzponom kot dotlej. Pred 7 leti smo začeli delati z najmlajšimi otroci, razvili smo otroško nogometno šolo, pokrivamo celotno Posavje, 15 osnovnih šol od 6. do 8. razreda, pokrivamo vse skupaj oziroma zberemo letno do 300 otrok. To je ena dobra osnova za delovanje naše nogometne šole, ki je nadgradnja otroške nogometne šole. Naš moto oziroma naš cilj je, da v naši članski ekipi igra večina igralcev, ki smo jih vzgojili v naši nogometni šoli in temu cilju zelo dobro sledimo. Lahko rečem, da v letošnji sezoni smo začeli z ligo z 4 igralci, ki niso, bom rekel, plod naše šole, vsi ostali igralci do 18 so igralci, ki so bili vzgojeni v Krškem. Naš cilj nogometne šole je postati ena izmed 10 najboljših nogometnih šol. Zavedamo se, da je to velik cilj oziroma težko izvedljiv, ampak zato imamo še toliko več motiva za delo,
katerega mislim, da z takšnim trenerskim kadrom in to voljo, ki jo imamo, bomo slej ko prej dosegli. Naš največji uspeh je vsekakor zmaga v kadetski in mladinski ligi v lanski sezoni, s čimer smo se uvrstili v prvo slovensko in kadetsko ligo. Sedaj pa imamo pred sabo težko delo, se pravi ostati v ligi in na to postati soliden prvoligaš. Ob tej priliki bi se zelo rad zahvalil našim sponzorjem, ki nam stojijo ob strani. Namreč zelo težko je pridobiti sredstva za delovanje v klubu. In predvsem pa bi se zahvalil tudi Nogometni zvezi Slovenije, ki je uvedla tole oddajo, za katero bomo lahko naše delovanje v drugi nogometni ligi Slovenije predstavili širši javnosti in se na nek način tudi promovirati in pa tudi našim nogometašem da neko spodbudo, kjer vidijo sebe tudi in širša javnost jih lahko spremlja. V tretjem krogu druge slovenske nogometne lige sta se v Krškem pod reflektorji pomerila Krško v zelenih dresih in Šmartno v rumeno-modrih dresih. Prvo priložnost so imeli gostje, vendar je žoga preletela Jelena. V 19. minuti je odaleč poskusil Lazanski, a premalo močno. Sledila je še ena priložnost za domače, vendar je Mostarlič iz prostega strela meril malce previsoko. V 28. in 36. minuti dva strela z glavo. Najprej Drnovšek za domače in nato še Jelen za goste. 2 minuti kasneje najlepša priložnost prvega polčasa, ki jo je z glavo zaključil Petric. Pred koncem polčasa še protinapad Prašnikarja in obramba Veličeviča. V drugem delu sta najprej oddaleč poskusila Mostarlič in Dežmar. Tekla je 61. minuta, ko je Slivšek lepo prodrl po desnem boku, preigral obrambnega igralca in strelom iz roba 16-metrskega prostora premagal vratarja za 1:0. Že v naslednjem napadu priložnost za izenačenje, vendar obramba izbija nevaren predložek. V 67. minuti prosti strel za Špeliča, a žoga zleti ob desni vratarjevi stativi. Na drugi strani nevarno pred vrati Krškega žogo odbija Ribič. V sodnikovem podaljšku še 2 priložnosti za izenačenje Šmartna, vendar ostane pri rezultatu Krško 1, Šmartno 1928 0. V prvi vrsti moram čestitati ekipi Krškega za zasluženo zmago, ki so si jo bolj želeli kot mi. Mi smo drugo tekmo zaporedoma izgubili. Če igralci naši ni pravega naboja, zaključki po golih, dosežejo gol, mislim, tudi na tak način ne moremo zmagati. Posebej bi danes izpostavil Klemena Slivška, ki je danes odigral s pozicijo srečnega vrhunsko tekmo in za njegov trud pa prizadevanje bil nagrajen za enim prekrasnim zadetkom. Jaz mislim, da smo danes odigrali eno zelo borbeno in zahtevno tekmo. Nasprotno pa smo se tudi zelo kvalitetno pripravili. Šmartno se je pokazal tudi kot zelo agresivna, trda ekipa. Mislim pa, da smo si skozi celotno tekmo ustvarili več priložnosti in s tem posledično tudi so 3 točke zasluženo ostale doma, kar je tudi najbolj pomembno. V Radomljah sta se v tretjem krogu druge slovenske nogometne lige pomerili ekipi, ki sta bili do te tekme še brez točk. Kalce Radomlje v rumenih in Dravinja Kostroj v zeleno-črnih dresih. Prvi so zapretili domači, a Seferović pri zaključnem strelu ni bil najbolj natančen. Sledi poskus Škafarja oddaleč in prečka rešuje gol Dravinje. V 8. minuti nesporazum domači obrambi, ostaja 0:0. 2 minuti kasneje borbeni Štante pridobi žogo in nevarno strelja, vendar samo kot za goste, ki ga strelo mimo gola zaključi Tisaj. V nadaljevanju po predložku z desnega boka atraktivno poskusi Audić.
Na drugi strani, tokrat z glavo, strelja Štante. V 21. minuti prodira Seferović, ki ga obramba zaustavlja s prekrškom. Sodnik Drečnik dosodi 11-metrovko, ki jo rutinirano realizira kapetan domačih Karapetrović. V 35. minuti lepa priložnost za Dravinjo Kostroj. Močič strelja, a se žoga od noge odbije čez gol. Sledi dolga podaja Karapetrovića, vendar Čelofiga izteka in izbije žogo. Na drugi strani z glavo strelja Štante, vendar naravnost v roke vratarja. V 70. minuti lepa podaja v kazenski prostor, vendar brez zaključnega strela. Že v naslednjem napadu lep strel Škafarja, ki zleti mimo stative. Proti koncu tekme še en poskus Štanteta, vendar je Biščak zanesljiv in prve 3 točke za Radomlje. Kalce Radomlje 1, Dravinja Kostroj 0. Nogometaši Aluminija so bili izrazito boljši nasprotnik v dvoboju tretjega kroga druge slovenske nogometne lige proti Garminu. Prvi priložnosti za domačine sta zapravila Alen Ploj in Robert Kureš. V 13. minuti je Garmin izvedel lepo akcijo, ki jo je zaključil Nejc Križaj, a Tomaž Murko je bil na mestu. Po kotu z leve strani v 24. minuti se je v gneči najbolje znašel Robert Kureš in je dosegel že 3. zadetek v tej tekmovalni sezoni. Do konca polčasa ni bilo izrazitih priložnosti in mladi Timotej Petek je v nadaljevanju v 52. minuti strelom oddaleč dal drugi zadetek za Aluminij. Ja, mislim, da smo bili boljši nasprotnik. Imeli smo žogo več posesti, preigrali smo se več priložnosti in mislim, da je zmaga zanesljivo ostala doma. Aluminij je imel več žogo v posesti, ustvarjali smo si šanse, mi smo mogoče naredili 4 šanse. To je bilo pa tudi vse, kar je bilo videno na terenu. In zaslužena zmaga Aluminija. Do konca tekme so se Šenčurčani, ki so v prvem delu po odbiti žogi zadeli tudi prečko, trudili znižati izid, vendar so Kidričani nadzirali igro in so imeli še nekaj priložnosti. Najlepšo je v 72. minuti po podaji Aljaža Medveda zapravil Timotej Petek. Glede na prikazano skozi 90 minut je Aluminij ponovno pokazal svojo kvaliteto in je dosegel drugo letošnjo domačo prvenstveno zmago. Drago Kos, naš tokratni sogovornik v rubriki Turbo nogomet, je vsestranska osebnost. Čeprav pretežno poznan kot kriminalist na področju korupcije in organiziranega kriminala, mu tudi nogometne zelenice niso tuje. Saj je bil dolgoletni nogometni sodnik, v zadnjem času pa opravlja funkcijo kontrolorja sodnikov. Pri svojem delu je poznan kot vesten, discipliniran in deloven. Skratka, človek na mestu, pa še brez dlake na jeziku. V bistvu se celo življenje ukvarjam s športom. Začel sem kot plavalec, potem sem bil nogometni vratar in edina varianta, s katero sem lahko malo podaljšal svojo športno dejavnost, je bilo sojenje. Tako da sem že vzporedno s tem, ko sem igral nogomet, sem že začel soditi. V določenem trenutku sem se moral pa odločiti za to, ali bom še naprej vratar ali bom nogometni sodnik, in sem se potem raje odločil za nogometnega sodnika in moram reči, da mi sploh ni žal. Zagotovo imajo sodniki, ki so prej igrali nogomet veliko prednost v začetni fazi svoje kariere, predvsem zaradi tega, ker razumejo nogometno igro, znajo predvidevati razvoj dogajanja. Pa tudi igralci zelo hitro doumejo, ali je med njimi sodnik, ki razume, kaj oni počnejo, ali tega pač ne razume. Ko se sprejemajo mladi sodniki, seveda vsaka nogometna zveza najprej pogleda, kaj se z njimi dogajalo v njihovi mladosti. Ali so to pošteni, pokončni ljudje, ali so imeli kakršnekoli probleme z zakonom. Seveda potem so pa pomembne tudi njihove psihološke lastnosti, ali se znajo odločiti, predvsem ali se upajo odločiti, kako hitro spremenijo svoje mnenje, ali vztrajajo tudi takrat, ko vedo, da bo za njih stvar postala neugodna ali celo nerodna. To so vse lastnosti, na katere potem šele pride poznavanje pravil nogometne igre in seveda tudi ustrezna fizična pripravljenost. Če se mladi kandidati odločijo za to, da bi postali nogometni sodniki, jih poskušam prepričati oziroma jim dati vedeti, da se odločijo za nekaj, kar zna biti zelo, zelo naporno, na trenutke hudo težavno, ampak vseeno zelo lepo. In poskušam jim povedati, v kakšnih primerih
jih bodo spoštovali igralci, v kakšnih primerih bodo spoštovali uradne osebe, v kakšnih primerih bodo klubi veseli, kadar se bodo med svojo kariero ali po njej pojavili na njihovem igrišču. Moram reči, da po moje je dosti bolj pomembna psihična pripravljenost. Seveda brez fizične pripravljenosti tudi ne gre, ampak če si ustrezno psihično pripravljen, če veš, kaj moraš početi na igrišču, lahko ravno tako dobro piskaš tudi z razdalje kakšnih 20 metrov, kot pa z razdalje 5 metrov. Seveda, pri tekmah, ki so zelo fizično intenzivne, se dogaja, da nekateri sodniki, ki nimajo dosti moči, proti koncu popustijo in se seveda potem to pozna tudi na njihovi psihološkem odzivanju na dogajanje na terenu. Na pravega sodnika posamezni igralci sploh ne morejo vplivati. Iz svoje kariere se spomnim recimo kar nekaj igralcev, ki so načrtno poskušali od začetka vplivati na sodnike, recimo takšen je bil Nenad Protega, ki je od prve sekunde načrtno poskušal vplivati na sodnika. Tisti trenutek, ko sem mu pokazal recimo rumeni karton sam ali pa kdo drugi, pa se je povsem umiril in je igral nogomet tako kot vsi drugi. Pomeni, da sodnik mora znati razumeti, da igralci pritiskajo na njega, ne sme dovoliti, da bi se to pri njemu kakorkoli poznalo in če je potrebno, mora tudi znati te igralce kaznovati, če seveda grejo čez tisto, kar je še dovoljeno s pravili nogometne igre. Mitja Klopčič, 20-letnik iz Zlatega Polja, je že kot mladinec nastopal za člansko ekipo Doba, za katero igra že 3. leto. Igra na poziciji zveznega igralca. Kljub temu, da je nekaj časa igral tudi pri domžalskih mladincih, se je v nadaljevanju svoje nogometne poti raje ponovno odločil za nogometni klub Dob, katerega velik pristaš je že od nekdaj. Za nogomet sem se odločil, ker ga je že igral moj oče, vendar samo mali nogomet. Zaenkrat so ambicije samo v Roltek Dobu. Če bo pa priložnost, se bom pa odločil za višjo stopničko. To je moja 3. sezona pri članih. Začel sem že pri mladincih, ko sem bil poklican s strani trenerja. Za levega krilnega igralca v moštvu je pomembno predvsem, da je hiter, da ima močno tehniko in da zna teči žogo v šprintu. Izkušnje, ki si jih pridobivam z igranjem v drugi slovenski ligi, mi pomenijo predvsem, da bom v prihodnosti dobil neko mirnost, ki jo bom potem uveljavljal na igrišču. Vzdušje v našem klubu je super, predvsem zaradi tega, ker lahko pridemo na trening se sprostiti, vendar ko je pa trdo delo, pa potem vsi zagrabimo. Imamo pa tudi nekaj zabavljačev, ki tudi ob težkih trenutkih poskrbijo, da čas hitreje miniva. V drugi slovenski nogometni ligi mi je najbolj všeč igralec našega kluba Roltek Dob Kleman Kunstelj, predvsem zaradi njegovih izkušenj in zaustavljanja žoge. Doma mi je še vedno najbolj všeč v nogometnem klubu Roltek Dob, višjih ambicij trenutno ne gojim. V tujini me pa predvsem privlači Real Madrid. Igra Real Madrida mi je všeč, ker vsako tekmo prikazujejo neko dominanco na drugo ekipo in s tem jih ponižujejo. V tujini mi je najljubši igralec Kaká, predvsem zaradi njegove skromnosti in njegovega preteklega vpliva na igro. Nogomet je šport številka 1 zame, zato ker preprosto obožujem to igro in ji namenjam veliko prostega časa. Vsem mladim nogometašem bi pa rad sporočil, da naj predvsem trdo delajo in verjamejo v to, kar počnejo. Luka Grešak je nekdanji nogometni vratar, ki je svojo kariero začel pri nogometnem klubu Radomlje, vendar je največ igral v prvi nogometni ligi za številne klube: Slovan, Olimpijo, Celje, Domžale in Zagorje. Svoje najbolj veličastne trenutke pa je doživel pri Mariboru, kjer je s svojimi odličnimi obrambami nastopil tudi za tedanjo šampionsko ekipo, ki je še vedno edini slovenski nogometni predstavnik, ki je kadarkoli nastopil v znameniti ligi prvakov. Zanima me, kako ste se sploh znašli med nogometnimi vratarji, oziroma sam začetek vaše kariere? Ja, upam, da za mene ne velja tisti pregovor, ki pravijo, da tistega, ki ne zna brcati žoge, da ga dajo v gol. Jaz upam, da v mojem primeru ni bilo tako, ali pa si saj nočem tega priznati. Pač všeč mi je bilo to, da je bilo nekaj drugačnega, ko sem gledal vratarje, kako se mečejo po tleh, mi je bilo všeč in ko sem se enkrat postavil v gol, sem rekel, to je to in tako sem tudi ostal. Ne vem, po kakšnem naključju smo mi res veliko prijateljskih tekem igrali z Olimpijo in nekako mi je na teh tekmah vedno šlo dobro od rok, tako da me je opazil trener legendarni Radoslav Bečejac in
me je povabil v svoje vrste in takrat je bila Olimpija pojem, se je še danes pojem, ampak takrat je bila sploh nekaj posebenega za vse nas mlade in take ponudbe pa seveda nisem smel zavrniti. Tam sem bil tudi pri mladincih, ko sem pa zaključil mladinski staž, pa sem šel v Slovan. Potem pa iz Slovana nazaj na Olimpijo, Domžale, Publikum, Maribor. In kar nekaj klubov je bilo iz Slovenije, ki sem jih zamenil. A je za vratarja pomembno, da brani v kontinuiteti? Se pravi, da igra veliko ali da ohranja formo ali kako? Seveda, vsak vratar je odvisen od samozavesti precej in če več braniš, več tekem braniš, bolj si samozavesten, bolj siguren si vase. In to je eden dejavnik, ki kar vpliva na formo vratarja. Kakšno je vaše mnenje o današnjem vratarju slovenske reprezentance, o Samirju Handanoviću? O Samirju imam jaz seveda zelo dobro mnenje. Tem ni vreden izgubljati besed. Jaz mislim, da trenutno je vsaj zame med 5 najboljšimi svetovnimi vratarji. Moram pa reči kot zanimivost to, da sva jaz in Samir v Domžalah pol sezone bila tudi konkurenta. In sicer on je, ko je prišel od mladincev, se priključil v članski pogon Domžal, kjer sva bila konkurenta in že takrat je bil zelo dobra konkurenca in sem se mogel zelo potruditi, da sem tudi jaz stopil med vratnice pred njim. Ampak, saj pravim, potem se je pa v Italiji razvil v odličnega vratarja, saj italijanska šola je zame ena najboljših evropskih šol, tako da so moje te izkušnje zelo prav prišle in zdaj se je dejansko kompleten vratar z vsemi lastnostmi, ki jih odličen vratar mora imeti. Branil ste zadnje 2 tekme Lige prvakov, ne? Zadnje 2 tekme sem branil, zaradi poškodbe Marka Simeunovića sem jaz dobil priložnost in mislim, da sem zelo dobro izkoristil. Branil sem tekmo z Dinamo Kijev v Mariboru, v Ljudskem vrtu in pa tekmo z Bayerjem iz Leverkusena v Nemčiji. Nažalost smo prvo tekmo izgubili 2-1, ampak na tej zadnji tekmi Lige prvakov smo v Nemčiji dosegli zelo presenetljiv izid in sicer 0-0. Potrebovali so zmago, ampak nažalost smo jim to preprečili in oni so bili res po tekmi zelo poklapani in pred polnim štadionom niso dosegli tistega, kar so pričakovali. To pomeni 25.000 ljudi skoraj. Kako je to vplivalo na vašo igro takrat? Moram priznati, da od začetka sem imel malo treme, ampak ta trema te pol, ko sodnik zažvižga, mine in pol ti da samo dodaten adrenalin. Od začetka mi vratarji poskušamo še nekako komunicirati z igralci, jim daje določena navodila, ampak dejansko pred čist polnim štadionom in to gledalci in ta štadion je še specifičen, zelo akustičen je in tribune so takoj zraven igrišča in nobene atletske steze. Dejansko se mojih navodil pa mojega dretja ni prav nič slišal, noben ni nič slišal in od takrat naprej nisem več celo tekmo rekel niti besede, da ne bi po nepotrebnem izgubljal energije. Bilo je pa celo tako, sem slišal, da tik pred zdajci se je v bistvu odločalo šele, da boste vi branili, tako da so bile neke težave tudi z dresom, ne? Z dresom so bile težave, ne zaradi tega, ker se še ni vedelo, da bom branil, ampak glavni sodnik tekme ni dovolil, da bi branil v dresu, ki je bil določen za tekmo. In zaradi tega so mogli možje iz našega kluba stopiti v akcijo, 2 ure do tekme so mogli priskrbeti nov dres in sicer proizvajalca Nike, ki je takrat opremljal našo ekipo. Ampak nažalost tega dresa niso najdali in potem so bili prisiljeni v to, da so kupili dres nekega drugega proizvajalca in iz starega dresa so izrezali priimek in oznake in ga našili na ta nov dres, ki ga imam tukaj tudi pri sebi, lahko ga na hitro pokažem, evo tukaj. To je šlo v anale, to je prišito, ne? Ja, in moram reči, da ga zelo rad hranim ta dres, ker mi je prinesel veliko sreče
in tako da je na koncu vse skupaj kar dobro izpade. Zdaj smo na vašem delovnem mestu. Po karieri ste se odločili postati trener vratarjev. Naslednja logična poteza, bi lahko rekli, ali kako? Ja, zdaj smo na mojem delovnem mestu, to je res. Tukaj se zelo dobro počutim. Zasluge za to, da imamo tak prekrasen športen park, da lahko mi nemoteno pa treniramo, grejo predvsem lastnikoma in pa predsednikoma kluba, se pravi Matjažu Marinšku in pa Cerar Metodu, ki sta praktično svojimi sredstvi odkupila zemljišča in naredila res čudo iz tega zemljišča. In zdaj seveda tukaj radi prihajamo vsi in delamo z veseljem. A vratar mogoče potrebuje več individualnih treningov, kot recimo ostali igralci nogometa? Ja, sigurno. Vratar, to je nekako specifična vloga v ekipi. Vsak vratar seveda potrebuje svojega, nekako bom rekel, svojega trenerja za vratarje, da se z njim tudi individualno lahko kaj pogovori, lahko neke stvari se izboljšujejo. Tako da mogoče se celo še vedno preveč zapostavlja to funkcijo v slovenskem nogometu, ampak stvari grejo na bolje in klubi se čedalje bolj poslužujejo tega, da angažirajo neke, bom rekel, kvalitetne trenerje za vratarje. V zaključku oddaje še novo nagradno vprašanje. In sicer, katera ekipa je po 3. krogu druge slovenske nogometne lige na vodilnem mestu? Odgovore pošljite na uredništvo@nzs.si. Se vidimo zadnji teden avgusta. Čau!